Zdaj, za danes, kar smo pripravili, smo vam povedali. Za naslednji teden sem se jaz dogovoril z Stojanom Svetom, da bo povedal, kako vidi on situacijo na področju umetnega zapraševanja in izvajanja umetnega vremena kot predsednik civilne iniciative Modro nebo in velik poznavalec vojaške tehnologije in razmer v Sloveniji. Je naš član Stojan Svet iz Postojne in bo predstavil tudi svoj program, kaj misli narediti. Kandidira na listi Koalicija Zedinjenega naroda in dogovarjal sem se tudi z predstavnico oziroma pobudnico, ustanoviteljico EKOCI organizacije Ireno Rotar, ki je po mojem mnenju vodilna pri implementaciji vzpostavitvi ekološke hrane in ekološke hrane po šolah, pobudnica. Zdaj se borijo tam v tej regiji proti Ministrstvu za kmetijstvo zaradi načrtovanih gradenj, zadrževalnikov vode. In je ona tudi vodilna v Sloveniji za ekološka semena. Štafeto semen vodi že kar več kot desetletje in ima izdelan program, kako z ekološko hrano priti po vaseh in kako bomo med sabo semenjali zdravo hrano. Tako da jo bom povabil, upam, da bo to naslednji teden, bomo imeli potem pač dva gosta in bomo razpravljali o tem, kako naprej, da se izognemo tej digitalni kletki in krajam duš. Tako da nekaj novih članov se je zdaj pojavilo tudi v zadnjih 14 dneh. 10 smo jih zdaj vpisali, vse lepo pozdravljam. Jih bom kar naštel: Janez K, Sandra M, Mirjana H, Mirjana S, Darja K, Tomaž P, Miha Š, Joško Š, Alojz P, Slavka P. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v našem društvu. Vsi ste vabljeni, da svoje znanje, svoje izkušnje, svoje načrte predstavite tukaj v društvu Belis in da delite z nami, da gremo skupaj močnejši, da se povežemo v naši samoupravi preko društva Belis, preko družine Belis. Zdaj pravni okvir imamo narejen, zdaj se moramo pa še organizacijsko povezati in organizirati, da bomo lahko preživeli izven tega sistema, ki nas hoče nam vzeti dušo oziroma nadzirati naše misli, kar je isto kot vzeti dušo. To vam bom naslednjič mogoče prebral še enkrat iz Razodetja. Je pač malo znanstveno fantastično, ampak tehnologija je tukaj. Naše bralne navade mišljenja imajo pač že zanalizirano z umetno inteligenco preko naših družbenih omrežij. Zdaj gre pa preko frekvenc in satelitov, gre za usmerjanje naših misli. Ampak dokler čas imamo mi te frekvence okrog nas, nas boli glava, se ne počutimo dobro, še vedno imamo neko svobodno voljo. Njihov način, načrt pa je, da s to tehnologijo stopijo v naša telesa in ne zavedajoč se nadzirajo naše misli, mišljenje in delovanje. To je pa njihov končni cilj in to je zadnja zaključna faza satanovega dela, prevzem svobodne volje človeka. Vabim vas tudi vse člane, da po svojih močeh z donacijami podprete naše društvo, ker delamo izključno na donacijah in je zelo dobrodošli, ker sredstva nam vedno pridejo prav. Hodimo po robu obstajanja in smo imeli tudi kar nekaj žrtev v našem društvu, tehničnih in zdravstvenih, tako da nam boste zelo pomagali, če boste nam kakšen prispevek dali. Vi imate na razpolago vse naše znanje, cela knjižnica v društvu Belis, ker je Mihael Belis vam podal ne samo osebne izkušnje, ampak tudi priporočila, navodila za naprej, kako preživeti v tem sistemu.
Jaz sem dodal 2 knjigici, ena je Enohova knjiga, ki res ni prav dober prevod, ampak govori v tem času zdaj, jo imate tudi brezplačno. Moje, moja knjiga, ki sem jo pa zdaj zadnjih 8 let delal, Rodovno posest, je pa, je pa vrh te izvedbe rodovne posesti po Anastasiji tudi duhovni napotek, kako preživeti, kako si narediti raj. In pa zaključek tega je bil pa še, da sem uporabil še barve na krožniku in je to tudi pridobitev za nas v Sloveraju, jaz pravim temu Sloveraj. Jaz sem si ga naredil po 8 letih in sem 60 cvetlic uporabil za okrasitev krožnikov in vse so zdravilne, vse so jedilne. To je bil pač moj program. Iz 2018 sem šel ven iz politike in sem si naredil svoj program. No, tukaj ima Mihael tole mojo knjigico. Takole si lahko okrasite svoje krožnike z barvami cvetov. To knjigo pač zbiram naročila na rodovni vrtickar afna.proton.me. Cel mesec bom zbiral naročila, lahko jo dobite v PDF-ju, ampak ne bo tako lepa. Pa če jo boste šli tiskat, tisk vas bo prišel sigurno enih 30 evrov, ta knjiga bo pa 22 evrov. 100 strani je. In Kako si rekel email in bom natipkal tukaj v chat. ja, 48 jedi, rodovni vrtickar. Ja, skupaj z malo. afna.proton.me. Ja, me. Ta knjiga je v PDF-ju, boste lahko dobili, ampak ni še oblikovana. Na koncu so napisane po mesecih, kako te cvetlice rasejo, kjer so zdravilne in vsak mesec, katere barve lahko dodate na krožnik. To je revolucija, tega ne boste dobili v taki meri v Sloveniji. Tudi Ana Roš, ki je svetovnega formata kuharica, uporablja 10 rastlin. Meni je pač božji duh v 10 letih pokazal 61 rastlin in hočem, da pridejo mavrične barve v vaše življenje, da vas razbremenijo te monotonosti 50 odtenkov sivine. Tako da na ta mail Mihaelu bom poslal mogoče še enkrat tole v PDF-ju, pa bom mogoče v poročilu zraven dal pa platnico vam, da si boste lažje odločili. Zdaj pa, če bi imel kdo kakšno željo, da kakšno temo posebej obdelamo prihodnji teden mogoče, ali pa da bi sam kaj predstavil, evo, zdaj imamo čas, da se malo pogovorimo, da se malo zbližamo in da kar brez, kar korajžno povejte, kaj vam leži, kaj bi bilo dobro, v katero smer bi bilo dobro se izobraziti, povezati, poučiti in sodelovati. Imate zdaj, vas lepo prosim, povabim, da nam kaj poveste. Ja, to je moj mail, ja, od Egidije, ta mail je moj. Rodovni vrtickar afna.proton.me. Ja. A lahko jaz nekaj vprašam? Evo, imate besedo. Bom poskušala biti čist krajška. Jaz poskušam izobraženim ljudem, zdravnik, pravnik iz Kopra, ki ga vsi poznate, doma s Kamnika, v Ljubljani doktor, za dušo, ki sva govorila o tem. Ja. Ali ne prideš zraven? Kaj šele tem smrtnikom, ki tle odspod pod mojim blokom po pločniku hodijo? To je vse zatrokiran, zacopran, jaz vam ne znam povedati. Mi smo izpostavljeni, ampak mene tega ni strah, jaz sem toliko fasala zaradi tega v življenju, pa ne bi sama preživela, veste, kdo me čuva. Ja, Mislim, da je tako. razumem. Zdaj mi pa moči zmanjkuje.
aritmija se mi pojavlja, tresavica. Ja, vsi smo že fejs načeti ranjeni, tako da Ja. na pomoč Jezus. Ne? Ja, sem slišala navodila, me je mal pretreslo, zato ker v času, ko sem jaz izgorela in se zdravila za depresijo, so mi ravno o tem edini, ki so mi stali ob strani in mi govorili na ta način o Bogu kot vi, ne bi želela omenjati, ker sem vmes naredila klic in sem nekoga spravila v šok, ampak tamle v Črnučah na Brnčičevi imajo svoje kraljestvo. Pa me zanima, oni so financirani iz Amerike, če se ne motim. Na J se začne, pa P druga beseda. Proglašajo se za Jehovove priče. To Jaz sem zdaj ne zmedena. morem komentirati, jaz vas ves čas poudarjam, jaz sem šel, osebno vam povem, da sem šel tudi Jehovovam pričam pogledati, kaj se grejo. Razen pri židovski sinagogi, kaj že imajo oni noter, nisem bil odrad, sem šel pa vse pogledati. In sem ugotovil, da vsi prodajajo Boga z odpustki in z temi svojimi cerkvenimi obredi, dajte Božje darove, mi vam bomo pa povedali, ko se pride v nebesa. Pa saj oni iz Amerike dobivajo podporo, sigurno. Jezus ni v nobeni cerkvi govoril, Jezus je govoril, da gremo v srce in vsak, jaz se vam pravim, Ja. Jaz direktno do Boga. Direktno. Ja. Tam je enoumje, vam tako povem. Jaz sem Ja, bila se samo strinjam. dvakrat, pa ne zdržim. Sem ven šla, pa nisem vedela, kaj vi poveste. Zdaj Ja. razumem, zakaj me je ven odnesel. Evo, zdaj pa hvala za vašo izkušnjo, damo še komu drugemu besedo. Skratka, vsak osebno do Boga, to vam je edina pravilna pot in najhitrejša in najbolj učinkovita. Osebno do Boga. Imate pa svet pisem, pa pogledajte not navodila. Nobenega duhovnika ne rabite, bolj da ga nimate. Vam je to kot poleno. Se strinjam. Evo, Hvala lepa. Super ste bila. Tukaj je Rozalija. Rozalija, evo, imamo 10 minut, če povejte, Rozalija. Ja, mene pa zanima to tvoja knjiga o teh receptih, pa to, kako jaz lahko pridem do nje. Mi kaj pošleš? Jaz bom zdaj zbiral naročila, zato ker jih moram zbrati enih 180, da bom pokril stroške tiska in zdaj vas je 7 se prijavili, smo prejšnji teden začeli. In da se pa videti pač to vsebino v PDF-ju, Ja. v prejšnjem poročilu je, Pri tebi. v prejšnjem poročilu, jaz bom cel april, cel marc bom še zbiral te naročila, zato ker pač je pač strošek, ne morem pač zbrati toliko naročil. A to že zdaj sprejmeš, ali te moramo posebno obvestiti za naročilo? Ja, na ta mail mi pošljete, ne bolj, da mi na mail pošljete, zato da imam jaz tam vse na tem mailu beležen. Aha, v redu, ja. Ja, na ta mail bo v redu. Hvala. Z Mihaelom bova pa še enkrat vam to dala, nek link, da boste malo prelistali to zadevo. Tudi, če vam celo dam, vam nič ne bo koristili, če jo boste šli sami printati, vas bo šlo 30 €, pa slaba kvaliteta papirja je. Vam bom kar celo dal, ker mi je čisto vse. Vam bo pa prinesel barve. Izvolite, kdo še imamo? Rozalija, hvala. Imamo še 9 minut tele seje. Evo, kar povejte, kar pogumno, nič ne grizemo. Jaz sem Rozalija, še enkrat bi rada vprašala nekaj. V glavnem mene zanima, jaz sem zdaj šla na pošto, da sem plačala telefon, položnico in imajo ta obrazac, da se moraš podpisati tam na okenček, ne? In sem jaz tam razlagala na pošti, ker mi imamo pošto že v trgovini, ne? Pač deluje ta pošta. In sem rekla, kaj bom jaz podpisovala, če vse piše na položnici? Jaz plačujem Telekom storitev telefona, ne? In je vse gor. In zakaj jaz moram podpisati tam še zraven? Ja, gospa, to je v programu. Sem rekla, kakšen program, sem rekla. Mene zanima program. Kako ste pol rešila to? Ja,
Kako sem rešila, tam sem samo počečkala, sploh nisem se podpisala. Oni so hoteli digitalen podpis, a ne. Ja, Ja, jaz sem do zdaj to prakso delal, oni seveda delajo po navodilih in tam te ne poslušajo, kaj dosti. Jaz sem se vedno zdaj nekje načičkal s tem digitalnim podpisom jaz sem isto naredila, valove. in jim ne dam tega mojega originalnega digitalnega podpisa, ker je pač to Ja, zelo saj pa oseben je v podatek. Ne. Ja, jaz In sem isto po zakonu sploh ne sme zahtevati in so skozi bolj nesramni te poštni Ja, je službeniki. rekla, jaz sploh ne morem vam položnico, da vi plačate se nekaj, kako ne moreš. Ja. Pol pa treba jim kar zakonske podlage našteti, ampak je najboljše, če kakšnega takega naletite, kar pošto zamenjati. Meni zanč ni hotel dati mojega denarja, ker se nisem točno tako podpisal digitalno, kot je na bančni kartici. Je rekel, to pa ni tako, kot tle piše. Seko ne bom vam dal digitalnega podpisa, prav pa nam dal denarja. Mislim, skozi bolj nesramni so, tako da težko se bo tam z njimi pogovarjati. Skozi bolj napeto je. No. So nesramni ratali in v bistvu imajo vso podporo od ministrstva. Vse, In ja. nimajo zakonske podlage, bi rekel. Zadajte zakonsko podlago, kjer zakon vam sili v to, da Dovoljuje to. digitalni podpis. Ja, Nimate zakona, dajte mi papir, na papir se bom podpisala. Ja, tako je. Hvala. Mihael je s tem bolj seznanjen. Ja. Izkušnja iz Petrola predvčerajšnjo jim plačala 4 položnice, nobenih podpisov niso zahtevali. Ja. A ste me slišali? Ja, iz Petrola nobenih podpisov, pa 4 tuš. položnice, ena Telemach, 2 za upravnika Ruški car, ena pa za Elektrocele. Vse sem plačala brez problema na Petrolu, 1,25 je provizije, nobenega spraševanja, TikTok, gremo. Predvčerajšnjem. Ja, hvala za ta podatek. Pravijo, da tudi v Tušu prideš in v Mercatorju isto plačaš brez teh digitalnih podpisov. Meni se je v Mercatorju zapletel, mi je rekel, da ni banka. Evo, imamo še eno tlele, bomo še nekaj povedali. Danica tukaj, lep pozdrav vsem skupaj. Vidim, kako imam slabo frizuro, ampak se mi ne boste tega zamerili. Še nek problem je, ko sem mu bila priča, in sicer ljudje, ki varčujete na banki, OTP mislim, da je ta banka, ne morejo dvigniti denarja, ker ga enostavno nima. Tako da se bo treba nekako organizirati in predvsem zahtevati, da če ste vložili gotovino na banko, da imate pravico do nje, ne pa da vas pošle na neki bankomat. Hvala lepa. Kako je lepo napisala? Jaz sem ta teden že korenje posejal 60 metrov. Pa rastlinjak sem že usposobil, je že radič mi ven hod. Tako da jaz se čas pripravljam. Ja, dajmo se izogibati pošte, no, dajmo to prakso si izmeniti, da pošto ignoriramo, da se izognemo, ker oni so v bistvu glavni terminator so za nas zafrkavati. Se pravi, Mercator je najcenejši, 75 centov po položnici, pa tuš. Tako da, dajte povedati, izogibajte se pošte.